Zdravljeni, veliko tem se je že izčrpalo in kateri so se nanašali tudi na okolje in prostor. Na začetku pa bi se tako pravičil predsednico, če temu tako reče, namreč ne zaseden Evropski parlament. To, da smo zadnji na vrsti, če temu tako rečem, ni razglasnejšega stanja odnosa naše stranke do politike na tem področju. Obratno, vsaj konkretno na področju podnebnih sprememb smo po mojih podatkih nastavili komisijo v okviru strokovnega sveta kot politične stranke v Sloveniji. Mi smo vzeli takšen pristop, da smo glede na določnost in značilnosti policijske pogodbe povzeli in ocenili samo posamična področja, posamične primere. Sicer pa, kot smo videli skozi izvajanje kolegov, recimo kolega Rupla, ki je navedal, da bo minister za okolje tožil Italijo, mi imamo v politijski pogodbi nekaj drugega zapisano, je dejstvo pač, da okolje je razno problem, zlasti pa tisti del, ki se nanašali podnebne spremembe. Torej, če na kratko podamo oceno, temeljna značilnost uresničevanja policijske sporazuma na področju okolja je izrazita neaktivnost ljudno skoraj pasivno odzivanje na dogodke v Sloveniji ali izven njih, kot je neodzivna pobuda organizacije civilne družbe v zvezi s plinskimi terminali požarskim za Livijo. To hkrati pomeni, da minister ne zna in moče porabiti človeško viro, minister se nikaj ne zaupa strokam iz področja dela ministerstva, ključno z organizacijami civilne družbe, znanosti, tehnoloških platform in tako naprej. Sam policijski sporazum je na področju okolja in prostora napisan predvsem neobvezujoče, tipični primer je področje stanovanjske politike, kjer, citiram, bi morala Slovenija zgraditi sklad prehodnih najemnih stanovanj po zgledu Švedske. Mladi bi, glede na število otrok, prehajali iz enosobna v večsobna stanovanja. Mladim in finančno obremenjenim družinam bi morali olajšati. Konec citata. Na tak način načrtovanja in uresničevanja policijskega sporazuma bi ta vlada potrebovala vse še nekaj mandatov, seveda pa v mest prihajali druge stvari, ki jih ne bi dohajali. Če pozamemo nekatere glavne obljube in kratka ocena njihovega uresničevanja, ugotavljamo, da so precej nedoločne, zato podajamo samo nekatere. Se pravi, obljube, ukrepanje na področju podnebnih sprememb so bile urad za podnebne spremembe, državni akcijski načrt za prilagajanje podnebnih spremembov, trajnostni razvoj zelena javna naročila. Vse te stvari se nekako slučajo skozi ne samo na področju okoljskega dela, ampak tudi povodni delo. Recimo, konkreten primer, na mesto urada smo dobili službo, sedaj, mislim, ravno 3 dni, 60 dni in bi morala biti urad oziroma sedanja služba realizirana. Poleg tega imamo medresorsko delovno skupino, 3 podskupine in še ministrstvo za okolje in seveda na tak način na področju podnebnih sprememb ne bo narejeno kaj dosti. Primer prostorske politike. Policija je v primeru dobila, da bodo temeljito preučili postopke z vidika učinkovitosti in preglednosti in predlagali spremembe in da bodo izdelali prostorska načrta in pobirali zemljišče za glavne razvojne projekte mandata. Seveda teh sprememb ni, niti še vedno ne vemo, kateri so glavne razvojne projekte tega mandata. No in potem to, kar sem prej dr. Rupla naredil, namreč nasprotje policijske pogodbe piše, da bo Slovenija dala v tem mandatu Italiji in Hrvaški predlog pobudo, da bi severni Jadran zaprosili za posebno občutljivo območje. Seveda te pobude ni, kar se tiče kadrovskih menjav, seveda tudi na tem področju, ampak kot so pogodili že na začetku, na tak način dela itak niso pomembne. Splošna cena stanja resorja. Vse policijske stranke so imele varstvo okolja kot pomembno komponento svojih predvolilnih programov, izjema je Desus, ki je podnebnih sprememb v svojem programu sploh ni omenil. Zato
Zato izbira ministra za okolje pravi stranke Desus opazuje, da ostale vladne stranke svojih predvoljenih obljub niso nameravali resno uresničiti. Naprej, politično sporozumevanje za področje okolja in prostora nima veliko zavez, kot smo videli, in pač nakazuje samo na neko prizadevanje. In potem naprej, podnebne spremembe so bile že navedene. Mi bi pričakovali pač, da bo prvo izdelan, potem pa se ustanovi ta urad, neki strateški pristop, strategija in potem seveda ukrepanje na področju blaženja in prilagajanja. V nasprotju seveda s tem vidite, da Slovenija plačuje penale na področju podnebnih sprememb zaradi uresničevanja politike. Prostorska politika je v koalicijskem sporozumu, kot smo že gotovili, slabo prisotna. Sploh je koalicijski sporozum poleg nedoločnosti, neobvezujočnosti, neuravnotežen in nekonsistenten. Kar seveda ne napoveduje dobre prihodnosti glede uresničevanja tega koalicijske politike do konca mandata. Iste zgodbe se dogajajo na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, kjer so sedanji razpisi pač takšni, da gre samo za velike projekte in pa sili do neke toge rešitve, kot so rekuperacija, ki pač v starih stavbah, zaradi številnih cevi in tako naprej sploh ne pride v poštev. Predlogi za večjo učinkovitost ter spopadanje s krizo sploh, ne samo na področju okoljskih vprašanj, ker vemo, da okoljska in podnebna vprašanja so to, kar so kolegi prej izvajali, dejansko se vlečejo skozi vse resorje, vključno z šolstvom, regionalno politiko, tako naprej. Prvič, poneslovitev postopkov, dajemo predlog poneslovitev postopkov in izboljšanje strokovnega svetovanja in načrtanja evropskih sredstev, se nam zdi pomembno. Potem omogočiti povečati subvencije državljanov za izboljšanje energetske učinkovitosti in vlaganje v obnovljive vire energije, ki so strukturnih skladov. Potem čisto enostavni ukrep, kar sicer policija ima zapisano v svojem sporazumu, zelena javna naročila, to so zelo enostavno in jih preprosto treba izvesti. In seveda imajo multiplikativne učinke na razvoj in seveda tudi na samo okolje. Izboljšati pripravljanje področja prostorskega urejanja, vključno s takočno podporo občinam, kar je že bilo, mislim, da je kolega to navedlo, pri občinskih prostorskih načrtih, ki je pač ministrstvo ne uspe slediti mimo glede isto stanje je pri odlagališčih, ki je dejansko nastopil kolaps zaradi obvez oziroma izpolnjevanja te države, kako bo ravnala odgovorno v okviru Evrope v okolje. Konkreten primer, kjer bi država tudi morala in nastal, sicer ni zdaj, gre za nesorazmerje med povečanjem števila prebivalstva na določenih območjih in seveda med razliko med infrastrukturnimi zmožnostmi na tem območju, recimo zadnje tedne se dogaja vprašanje vrtca, ki bi država morala intervenirati. Zadnja dva vlada ne takoj nadaljuje tudi z velika interesov in potreb okoljskih problematike z prostorskim urejanjem in urejanjem in pripravo pokrajine. In ne nazadnje, ne glede na glavno prioriteto te vlade, ki je pač v teh razmerah realna, to je spopadanje z recesijo, svoje cene smo podali, so po naše naslednja glavna prioriteta, ki prihaja in izziv, ki dotraja desetletja podnebne spremembe. Vladi predlagamo, da se spremembe loti takoj ne glede na učinkovitost, a ne učinkovitost v ministrstvu.